Gospod Vodeb, slišali smo, da bi naj bila univerza samostojna, neodvisna, hkrati pa vidimo, da študentje z različnih univerz nikakor niso zadovoljni s programom. Nekateri izmed njih so se na nas obrnili v zvezi z različnimi programi na Fakulteti za socialno delo. Vi ste seveda poznavalec fakultete in pa programu. Zanima me, kakšna je vaša izkušnja s profesorji oziroma z akademsko svobodo na Fakulteti za socialno delo. No, jaz bi najprej rad poudaril, da sem jaz v svojem akademskem izobraževanju opravil 3 podiplomske študije. Sem dvojni magister, doktoratu sem se pa odrekel, zato da lahko svobodno kritično mislim, in glavni protagonist te moje, tako rekoč, akademske likvidacije ali pa simbolne kastracije je bil Bogdan Lešnik, ki je postal potem dekan Fakultete za socialno delo. In ko sem se jaz poglabljal v profesorsko zasedbo in na Fakulteti za socialno delo, tudi na Filozofski fakulteti, sociologijo kulture, ker sem jaz magistriral, ali pa na FDV-ju, to je v bistvu pa še najbolj sporna fakulteta, tam je jedro, ideološko jedro vsega tega feminizma in legibitrovcev. Jaz sem gotov, da se slovenske univerze, fakultete ne trudijo izobraževati, pač pa indoktrinirati, prati možgane, po domače povedano. Perejo z različnimi ideologijami in jaz sem v 2 podiplomskih študijah poskušal secirati feminizem, ki ima v zadnjih letih pač še neke pajdaše, to so geji, legibitrovsko gibanje, in tam je pravi obup. Tam se feministke na krilih svojega osebnega patosa, torej neke osebnostne zmotenosti, zažrejo v izobraževalne programe tako, da ljudem, torej študentom, perejo možgane, kar je absurd, ker izobraževalne inštitucije, še posebej preko dodiplomskih in podiplomskih študij, to morajo iskreno izobraževati, podajati informacije, ne pa širiti eno ali pa drugo ideologijo. In to distinkcijo sem se jaz recimo naučil na sociologiji kulture, in en Rastko Močnik je to povedal, da mora fakulteta izobraževati, ne pa indoktrinirati in prati možgane. To je temeljni zdrs slovenske te univerze, cele univerze, ne samo Fakultete za socialno delo ali FDV-ja ali pa Filofaksa. To, ker cela univerza poskuša z neko ideologijo, ki je levo kontaminirano, roko na srce, oprati čim bolj možgane študentov v eno zelo specifično smer, to je prolevost oziroma profeminističnost in teorija spola oziroma feminizm in načine spola, to je pa jedro, ki ga furajo pa feministi.